Morda bi bil vesel, če bi poleg vas pozdravil mojo uvodničarko, s tem začenjam že razmislek o moji knjigi, dr. Natašo Golob, ki se je čisto slučajno, sva se srečala, beseda je dala besedo, da iščem založnika. No in potem, ko sem enega založnika spustil, ampak o tem, kdaj drugič ali pa na drugem mestu, sem dobil založnika v Inštitutu za kulturno zgodovino, in kjer sva se z direktorjem hitro dogovorila, potem, ko mi je zaupal, da je v moji dolgoletni galerijski praksi čuval kot še študent razstavo Bardajev Kundusa, nekega avtorja, ki ga zdaj jaz zelo cenim, ki je posebej izpostavljen tudi v moji knjigi, kot študent, torej v Mestni galeriji. No. Pač stvari se čisto slučajno stikajo. Naslov knjige je pravzaprav dala Nataša Golob. Meni je bilo vedno, tudi kot kritiku, zmeraj bil problem postaviti naslov. To sem zmeraj prepuščal urednikom, redki so kakšni naslovi, ki sem si jih jaz sam malce zaresel, malce zahalo, in ko je Nataša v svojem uvodu, ki ga priporočam, da ga vsi preberejo, preden se lotijo moje, da tako rečem, panoramskega pregleda od poznih 60 let do današnjih dni, je prišel na vrsto, seveda kmalu na koncu, potem, ko je Nataša skrbno prebrala vse moje tekste, tudi tiste, ki se niso objavili. Obseg knjige smo nekako določili, da ne sme preseči 400 strani. Sem se spomnil fotografije slikarja in mojega dobrega prijatelja Zmaga Jeraja, ko so bila leta 1968 skupaj na Beneškem bienalu in sva se ustavila pred enim paviljonom. Zdaj, zaradi tega, da ne bo problem avtorstva, vas pustim v dilemi in skušate sami uganiti, kateri paviljon je to bil. Avtorja pa itak ne smemo omeniti, ampak samo to povem, da je bil to japonski avtor, ki je celo življenje oblikoval uhlje, te človeške uhlje. Tale uhelj, ki ga gledam jaz tamle po leta 1968, je bil krepko višji od mene, krepko čez 2 metra. Zdaj pa na par besed začenjam še z enim svojim prvim intervjujem sem imel kar precej, ki sem ga objavil v študentski tribuni, to se pravi še v mojih študentskih letih. Je pa zanimiv zaradi tega, ker je to prvi intervju z Zoranom Mušičem, našim avtorjem, ki je takrat prvič prešel jugoslovansko mejo. O tem seveda nisem na dolgo razpletal, ampak bolj v vsebino njegovo. Samo zdelo se mi je umestno, da začenjam s tem tekstom, zaključujem pa z črnogorskim avtorjem Todorovićem, katero razstavo sem lani pripravil in odprl v galeriji Društva slovenskih ljubljanskih likovnih umetnikov. In moram reči, da je knjiga uspela po osebni pošti že romati v Črni Gori in je imela že kar lepo publiciteto.
saj jaz jo dobil na spletu. Pač Črnogorci so hitrejši od Slovenci tokrat. Poglavja, ki sem jih, oziroma tako bom rekel, teksti so razvrščeni po vsebinskih poglavjih. Tu je bilo veliko dela z prevajanjem. Dejstvo je, da v tem času seveda nismo imeli interneta, kaj šele tudi jaz nisem več tipkopisov več shranil. Prevesti je bilo seveda treba v Word in vse to se zahvaljujem kolegici Živi Borak na inštitutu, ki se je tega lotila. Prevajalcev je bilo kar precej iz nemščine, iz angleščine. Tu so v prvem poglavju moji teksti, ki sem jih imel na srečanjih mednarodnih likovnih kritikov na zvezi od Londona do Južne Amerike, Buenos Airesa, kjer sem imel tudi par nastopov. Moje prizadevanje je bilo to, kar sem ga celo življenje, tudi potem kot galerist in kot kritik, uveljaviti slovenske likovnike v še neznanih kulturnih prostorih. In v tej panorami, kjer imate potem veliko poglavje skupinskih razstav doma in v tujini, pri čemer je tujina seveda mislila tudi naša bivša skupna država. Tam sem imel par funkcij v Beogradu in vse te stvari sem uspel v skrčeni obliki, vendarle po letu dni selekcioniranja in pripravljanja, prevajanja in tako naprej uresničiti v tej knjigi.